Poglejte, lepotica uno. Tole je pa en tak Instagram kotiček, bi rekel. Ful ljudi se je sem šlo slikat. To sem videl zato, ker sem bil tukaj v teli gostilni. Še zadnji del, pa smo gor na gradu. Končal sem snemanje z dronom in naredil sem bolj hude fotke, kakor sem mislil, da jih bom. Zdaj sem pa v Bosanski Krupi in tlele za temule grem, je pač lastnik namestitve, ki sem jo najel. Bila je edina pocen, bila je prej še ena pocen, ki je bila malo boljša mogoče kot tale. Sem predolg cajta čakal, pa je pol bila zasedena, mislim boljša. Na boljši lokaciji je bila, bolj v centru. Ampak tole gremo pa nekam v hribe, kar bi tudi znalo dobro biti. Ne izgleda slabo, tle nekje bom imel, lejte, tle kapija, bom imel celo bajto zase. Važno, da je prostor, evo, super, pa parking, ni treba nekaj stiskati, vrhunsko. Evo, še malo da pokažem zunaj, hiška, sicer brez fasade, ampak to mene ne moti, sej važno je, da imam namestitev. Lejte, je to kar malo večja zadeva, sicer je kar natlačeno, ne, tako da, ampak gledajte, jaz bom samo prespal, me ne briga, zdaj kuhno to niti ne bom nič rabil, ne. Spal bom tlele, je malo takole narejeno, provizoriš, ampak meni je čisto okej. Televizije ne rabim, WC, kopalnica tukile, čisto sicer malo majhno. No, moram pa povedati, da tukaj v Bosanski Krupi ni nekaj velike izbire, kako se postavim, ni neke velike izbire prenočišč. To je običajno tam, ker ne laufa turizem, je manj prenočišč, pa dražji so. No, za tole sem jaz plačal 65 € za 2 dni, to pomeni 32 € pa polna noč, kar se mi ne zdi veliko. Čeprav v vseh turističnih krajih pa dobiš prenočitev zelo lepo za 20 €, ne. Tukaj pa žal ni bilo. Nič zdaj grem pa ene čevapčiče pojest, mi je šefe svetoval, kam naj grem. Dobro jutro, dober dan. Jaz sem tukaj zdaj v centru Bosanske Krupe. Grem si ogledati tale grad zadaj, malo bom tudi drona spustil, pa so pa tukaj eni zeleni otoki ali zelen otok, pa še, to je v bistvu najbolj zanimiv del Bosanske Krupe, kakor sem po slikah videl. Je pa dolg dan pred nam, tako da bo marsikaj še videti, tako da tle bom tudi drona nekje spustil, tako da pričakujem fenomenalne fotke, ki jih bom objavil tudi na svojem Instagram profilu, tako da vkolikor me na Instagramu še ne sledite, me zasledite, najdete me pod Tomaž Gorec. Tole sem videl nekje na sliki in se mi je zdelo zanimivo. Tole je krščanska cerkev, desno pravoslavna, odzad tamle pa še džamija, malo slabo se vidi. No, to je čist pri tem gradu, tako da tamle zadaj teče reka Una. Lejte, jaz sem pa tamle parkiral pri Raiffeisenu na parkirplacu, ker je polno ljudi. To mam je zmeraj strah, kje parkirati. Namreč nisem se upal pustiti vso to svojo fotoopremo, ki jo je veliko in je tudi nekaj vredna tam v unem stanovanju, ker je preveč na samem. Sem rekel, raj sabo v avtu vzamem in seveda, pol je pa tudi možno, da ti z avta kaj ukradejo, ne, tako da nič, zdaj pa se veselim tega le, kar se nadaljuje. Tole so ene štengice gor, ne sicer take, da bi narod ful hodil, ampak sem rekel, jaz grem kar pogledat. Tamle že malo v zadju se vituna, ja, lejte, tukaj bom prišel nekam. Tukaj je zdaj tale krščanska cerkvica, tole so pa zgleda neki grobovi.
To so še leta z druge svetovne vojne, 1944, 1943, 1945 so ljudje umrli. Imam občutek, da mi bo tale trdnjava zelo všeč in da bojo tudi neverjetni razgledi. Aha, lejte, tole je pa najbrž čisto originalna pot, po kateri bi tam malo okoli šel. Mislim, da sem mu zelo prav, ker sem rekel, da mi bo tle všeč. Poglejte, grad. Tle dol bo pa po mojem čudovit razgled na Lerekuno, ampak jaz grem pol še na grad. Tis bo še hujš. Ja, lejte, tle en star top. Po mojem druga svetovna vojna. Aha, lejte, tamle so mlini, tistole po mojem. Bom šel pogledat. Tamle je lesen most, ki greš čez. Tam na un strani je skoraj nemogoče parkirati. Jaz sem tukaj enkrat že bil, pa se ne spomnim točno kdaj, ampak zdaj grem kar gor na grad. Še zadnji del, pa smo gor na gradu. Prav zanima, kako bo izgledalo. Ja, mojem, da bo dober. Mislim, da dol na Uno ne more biti drugače dober. Tlele pogledat. Ja, lejte. Lejte to. Lejte to. Wow. Sem vedel, da bo tle dober. Sem vedel, da bo tle dober. Tamle boste videli. Evo, ugasnem, da pridem, pa tam začnem snemati. Poglejte, lepotico Uno. Fantastično. Tamle, lejte, so tisle otoke je. Ne vem, zeleni otok ali zeleni otoci, ne vem, a je množini ali ednini. Seveda tudi, kaj gremo. Zdaj pa spustim dron. Mislim, da se bo tle marsikaj dobrega za posnet. Lejte, kako je lepo. Pa še sonce na ta pravi strani, ful dober. Končal sem snemanje z dronom in naredil sem bolj hude fotke, kakor sem mislil, da jih bom. Zato nujno na moj Instagram, pa si jih pejte pogledat. Pod Tomaž Gorec me najdeš na Instagramu, pa ukolikor me še ne slediš na Instagramu, me zasled. Zdaj sem pa spodaj, tik pod gradom. Ste videli tiste dron fotografije? Lejte, sem snemal tistole. Tole prej, ko sem googlal, če se ne motim, so bili to včasih mlini. Zdaj vidim tam neke ljudi, mogoče tamle tudi kakšen restauracija, tis moram z druge strani pogledati. Tole, zdaj ta lesen most, ki sem ga prej snemal, zdaj pa ne vem, kje mi bo najlažje na tiste otoke prideti. Najbrž, da grem tukaj le čez, tamle zadaj vidim pa še en most. Prav sem imel, zdaj sem na mostu. Zdaj bom pa tamle nekje zadaj šel, lejte pa čez tistle most, pa tamle na zelene otoke. Zdaj pa grem še čez ta mostiček na tale otoček. Jaz se spomnim, da tukaj sem enkrat je že bil, ampak to je bilo po zim. Seveda, takrat, ko je zima, je to čist drugače, nič ni zelenega. Vse brez listov, žive duše ni bilo, se spomnim. To sem se glih men pelal, pa sem se ustavil, pa se niti ne morem točno spomniti, kdaj. Tamle sem prebral tablo, da so to zeleni otoci, se pravi v množini. Se res, lejte, več jih je, ne, lejte, tamle je en otoček, jaz grem zdaj na drugega. Pa tamle je spet most, greš na drugega. Tako da to je več otokov na reki Uni. Še na eno otok gremo. Pa tudi ta zgleda, da ni ta zadnji, ker tamle še en most vidim. Še na enega.
Lepo, prijetno, hladno, ker drugače kar vroče. Tako da meni je tole zelo všeč. Tole je pa ta zadnji otočiček, je sicer čist majhen, tamle ena klopca, mogoče še kaj kašna in tle gre pa naprej reka Una. Jaz grem pa zdaj tamle nazaj, tamle je en most, ne ta, ampak drug, grem čez, pa pol grem na svojo stran in pridem po drugi poti nazaj. Tukaj kar več mostov skupaj, vidite tamle še en majhen otoček. Meni tole zelo všečno, no tle pa ta večji most, ga vidite tamle v zadju, jaz grem čez, pa potem skozi ob obali verjeten, tamle vidite grad, s katerega sem snemal in grem nazaj. Drugače sem pa zdaj hitro v glavi naredil plan, kaj je naslednja postojanka in jaz grem zdaj nazaj gor proti severovzhodu do Bosanske otoke, ker tam je Una tudi čudovita. Prav en kraj imam v mislih, malo pred Bosansko otoko, ker sem že dvakrat bil, ampak nikoli polet, ki je zeleno. In grem zdaj to z dronom posnet. Imam pa problem, kar se drona tiče, ker se mi Una kontrolna plošča se mi takoj izprazne. Eno baterijo dobro zdrži in jo moram zdaj napolniti, preden dron dvignem gor, tako da bo res treba razmišljati o menjavi drona. Tole je pa en tak Instagram kotiček, bi rekel. Ful ljudi se je sem šlo slikati. To sem videl zato, ker sem bil tukaj v teli gostilni, sem nekaj pojedel, pa baterijo za dron napolnil, za kontroler. Lejte, celo račke so še tlele. To smo še zmeraj ob reki Uni. Tamle je en manjši slabček, pa tamle zgleda še neke gostilne naprej, tako da tukaj bi bilo tudi dober dron spustiti, ampak ni baterij, ni časa, ni nič, tako da zdaj pa hiter naprej na druge znamenitosti, ker jih imam kar še nekaj za pogledati. Zdaj sem pa prispel v kraj Bosanska otoka in ne boste verjeli, jaz sem zdaj na otoku. Lejte, tukaj na en stran reka Una in tukaj na drugi strani reka Una. Tle čez tale most, ki nisem bil čisto siguren, ali je zajet ali ni, sem čez prišel, parkiral tlele, na tem otoku je tale džamija in jaz sem prišel zato, da bom tole z dronom posnel. Sem že enkrat, sem ni bil lepo vreme, tako da bom zdaj pa še enkrat. Sem pa prepričan, da je kraj dobil ime ravno po tem otoku na reki Uni. Se kdo spomne tega lepega kraja? Sem že bil enkrat, imam posneto, tako da dajte, če se kdo spomne, naj napiše v komentar. Tole je reka Una, še vedno. Tole je drugače, ne 2 kilometra pred Bosansko otoko. Dajte, kako ima je to fino zakopati se. Dajte, tale lokalček tamle gor, to bi se mogli spomniti. Pa tudi mene, ki sem tlele čez letal, po zim, ki ni bilo nobenih teh brvi, skakal sem čez tole. Bil je pa z mano še Silvester. To je bilo, ja, zdaj bo 2 let. Mislim, da za 1. novembra sva bila. Šla so obihač, to je bil takrat,
Ko sem dron strmoglavil tam pri Titovi vili. Glejte, kako je tole fino. Glejte, tam le maj celo zaskakati. Glejte, tlele štrk za guncati se. Tle pa vse vmes noter, plastce v točki. Ful noro. No. Tle sem tudi zato prišel, da še drona spustim, ker sem bil že dvakrat tle in vem, da je tukaj lepo, tako da tole iz kamera ostalo pa z dronom. Spet se vozim po neki zelo ozki cesti, slabi, tako da moram jaz to zalaufati Peugeotčka, ker je to stokrat bolj primeren za takele zadeve. Tole je pa reka Krušnica in tukaj zelo blizu naj bi bil izvir, ki je kar zanimiv. Malo me spominja na belokranjsko reko Krupo in grem pogledat. Avto sem parkiral tamle zadaj, zdaj gremo pa lepo naprej. Navigacija mi prav še 200 metrov pa bom na cilju, se prav na izviru te reke. Tole je kristalno čista, se ne more biti drugačen izvir. Glejte, koliko pa ribičo. In to je on sistem, da ujameš pa spustiš. Kar je super. Moram pa reči, da jaz tega ne zastopam. Da bi tle ribe lovil, tisti, ki jih ljubite, ne zamerite, ampak če mi plačal na en kuk 50 evrov na uro, bi jaz se mi tole ne bi ljubilo. Pa se pravim, ne mi zamerite ribiči, dajte, sem vam dal pa dobro informacijo, ker tukaj mora biti nekaj posebenega v tem lovljenju rib, pojma nimam kaj, ker lejte, videl sem več kot 50 ribičev. 50 sigurno, zdaj tlele kilometer, ki sem šel gor. Je prav označeno številke, izgleda tukaj upoš karto, pa ti številko povejo in tam loviš. Je pa lepo prijetno, hladno, seveda od reke, tudi malo se krmeglice dvigajo. Krmeglice se ponovadi dvigajo, če je reka bolj topla, kot zunaj. Malo čudno, ali pa jaz slabo vidim. Tudi to je možno, pa lejte, tudi na ovom strani, ki bi se malo meglice dvigvale. Ne, vidite, takole, tlele si en zakupil, lejte, takole ima številko, vidite, tam ima A1 in vidite, no, tle tudi piše, da uhvati pusti. Tako da, jaz grem pa še naprej do izvira. Pa takele lepa potka, za avto je prepovedano, kilometer nazaj sem približno parkiral. Tole naj bi bila elektrarna, čist pri izviru, malo čudno, in tle je tabla, da je 100 metrov stran, tako da smo skoraj že tle. Najprej smo se malo dvignili, zdaj se bomo pa malo spustili. Super bo, že vidim. Super bo. Prišel. Ne vem, zakaj mi je po slikah izgledalo, da je to zelo podobno izviru reke Krupe v Sloveniji, v Beli krajini. Glejte, se mogoče bi malo bilo, ker je tale mogočna stena, pa če je bila voda višja, vidite, tlele je en jez, tlele bi to lahko ta jez zaprl, ne, pa bi bila voda višja in pa bi bilo mogoče malo podobno, zanimivo, takole ven z jame pride, dobro bi se bilo tlele skopati. Prepovedano najbrž ni, ampak dol pa tudi ne moreš prideti. Mislim, če bi hotel, bi prišel, ampak se ne grem to. Tako da ja, lejte, zanimiv sprehod. Kam gre pa tole tle? Tle voda ven pride, gre not, ne vem. Pogledaj, lejte, meni je zanimivo. Tle na poti sem se tudi najedel robit. Jih je kar dosti takole, na vsake tuk časa se najdejo, jaz jih pa obožujem. Tamle je moj avto, pogledaj, na kakšen hud plet sem prišel. Tole je kanjon reke Une,
Zdaj, to sem šel okoli po eni cesti, da nam tle kakšne kače videl, pa da ne padem dol od straha. Glejte, kaj je hudo. Glejte. Ful dobra razgledna točka, človek bi tle kar sedel pa gledal dol. Zakaj sem jaz to razgledno točko hotel jeti? Zato, ker vem, da je tukaj kanjon. In sem rekel, bom tukaj še malo drončka spustil. Imam še malo baterije, ne bo moglo biti veliko, malo pa bo. Tako da kar gremo drona spustiti. Ljudje, dan gre proti koncu. Ful lep dan je za mano, saj ste videli. Navdušen sem nad življenjem, a res. In zdaj sem posnel še en polurni video. Tudi imate v linku, v opisu tega videa link do tega in si pejte pogledati ga. Tukaj sem ga gor na gradu posnel, tudi zdaj sem tle na gradu, sem rekel, bom tole počakal sončni zahod, tle, kjer mi je najlepš. In fantazija. Tako da, glejte, če vam je tale video bil všeč in vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo kliknite gumb naročite se, pa potem še zvonček. Pa seveda pogledajte še kakšne druge moje videe, jih je preko 1000, tako da sem prepričan, da morate kaj zase najti. Imate od potovanj do neke osebnostne rasti, do podjetništva, do mojih ljubezenskih zgodb, ki so zelo gledane, ker povem tako, kaj je bilo in se eni rečejo, eni pravijo, malo norce delaš iz sebe. Glejte, jaz pravim, nič ni grdo, če delaš norce iz sebe, in grdo je, če se delaš norca iz drugih. Tako da, glejte, to je bil fantastičen vikend. Jaz danes je nedela, prespim tukaj, ker je gužva na carinah, pa sem rekel, nam šel nedelo, tako da zjutraj ostanem, pa grem proti Sloveniji, tako da jutri je zame normalen delovni dan. Tako, kot najbrž za vas, tako da vsem želim lep teden, lepo se imejte, potujte, glejte, kaj boljšega nimaš, res, fantazija, tako da uživajte.